Ja, jaz sem na tem oddelku predaval kar precej različnih predmetov, imel veliko vaj, seminarjev, no, ampak ključni sta vendarle bile etnološko konzervatorstvo, pozneje sodobno konzervatorstvo na drugi stopnji in pa kultura bivanja in stavbarstva. Ta kultura bivanja in stavbarstva je nek temeljni predmet, kjer se spoznavamo z materialno kulturo, stavbarstvom, s tehnikami, seveda ne samo za nekaj desetletij nazaj, ampak smo poskušali od začetkov tvorbe nekih bivalnih okolij, kolikor so se pač ohranile, o katerih nekaj vemo, skozi časovna obdobja to prikazati študentom. In pa seveda to bivalno kulturo, ne, kaj je bivalno okolje različnih socialnih skupin, ne samo tiste, kar naj bilo, bi rekli, kar v jasli etnologom položena, ja, boste imeli kar kmečko kulturo. Ni res. Mi smo govorili tudi o bivalni kulturi samostanov, grajskega okolja, meščanstva, delavstva, kmečkega prebivalstva in vseh ostalih skupin. Tudi o romski kulturi smo se pogovarjali, kako oni živijo. Skratka, in kakšne kulturne prvine razvijajo in kakšne so se ohranile. Nam je bilo pa vseskozi želja, ne, da vse te prvine, če druga ne, vsaj dokumentiramo, da govorimo lahko o nekem dokumentacijskem varstvu. Želja vsakega konzervatorja in pa raziskovalca materialne kulture pa je, da se to tudi nekje ohrani. Tako da dediščina je, po mojem mnenju, res ena taka naša izkaznica. Velikokrat nam pove o odnosih, o naših odnosih drug z drugim, našem načinu življenja, o stikih s svetom, ker v naše okolje so prihajale novosti. Iz našega kulturnega okolja navzven in navznoter je bil to proces, ki nas je oblikoval. In to je prav, ne, da se, nekoč smo govorili o nekih kulturnih krogih, ne vem, ta teorija je že zelo zastarela, ampak vendarle, če se nanjo spomniš, vidiš, da to le nekaj prihaja in da se v nekem okolju ustvarja ali pa zgostijo neki pojavi, drugje pa tega manj. In takšen značilen primer so recimo slovenski kozolci, o katerih se je veliko govorilo, kozolci na Slovenskem. Tule je bila neka koncentracija, ne. Izkazalo se je, da je to zelo praktično gospodarsko poslopje in potem smo razmišljali, kje pa je ta izvor, kdaj je izvor. Iz popolnoma praktičnih razlogov, zlasti pri teh enojnih kozolcih, pri dvojnih konstrukcijsko zahtevnih, pa ni nastalo kar tako po domače, ampak v okolju, ki je bil socialno-gospodarsko napreden. Po mojih izkušnjah v samostanskem okolju, v Bistri in še nekaterih drugih samostanih, kjer so hoteli iz tega preproste sušilne naprave narediti nekaj več in se je oblikoval nek dvojni kozolec, ki je za mene en zelo zanimiv izum, ki se je potem splošno uveljavil v vsem, v večjem delu, vsaj v 2/3 recimo slovenskega kulturnega prostora. Zadnje čase se veliko ukvarjam tudi s to nesnovno dediščino, z proučevanjem veščin in znanj. Pa ne samo za to, da tem kaj vemo, ampak da poskušamo iz tega graditi tudi nove profile, tudi poklice, neka obrtniška znanja, ki so se nam izgubila velikokrat po malomarnosti. In nekatere pri obnovi kulturne dediščine zelo, zelo potrebujemo. A veste, jaz veliko vem o obnovi, ampak nimam pa veščine, nimam roke za to. In nek obrtnik, ki je tehnično dobro izpopolnjen, gleda na ta materijo bistveno drugače kot pa jaz, kot recimo humanist ali pa kdorkoli drug. Tako da te veščine, kako se nekaj naredi, kakšno gradivo boš uporabil, kako ga boš dal obdelati, to je veliko nekih izkušenj, ki jih je dobro imeti zapisane ali pa se to prenaša iz roda v rod. In ko se nam to pretrga, je to ena velika, velika škoda, ne. V glavnem skozi ves ta časovno obdobje večjih desetletij, mislim, da bo zdaj že 30 let, kar še več, ja, kar se ta predmet skozi nas etnologe oblikuje na tem oddelku, se je vendarle oblikovalo neko ustrezno poznavanje, neka normalna podoba vsega tega, kar omogočamo z nekim raziskovalnim delom, pedagoškim delom, pa tudi strokovnim delom v javnosti
da smo postali recimo prepoznavni in jaz upam, tako bi rekel, nujni sestavni del tega programa, ki se na oddelku odvija.